Vsake normalne države imajo te lestvice. Če gremo v sosedstvo, Hrvati, Mađari, vsi okrog tega to delajo. To je tudi konec koncev dosti dela v to vloženo, saj vam, vašim kolegom tudi ni enostavno vse te podatke zbrati, ker eni tudi niso 100% transparentni, kar je logično, ali pa malo drugače povezano, tako da jaz to sem vedno pozdravljal in mi je bilo, nisem se čutil niti prizadetega, pa da ne vem. Če sem 10 let bil gor, sem na to ponosen, moram povedati. Bogatstvo je, po mojem, dvopomenska beseda, tako zvano materialno bogatstvo, pa tako zvano notranje bogatstvo, ki ga imaš ti v sebi. Izredno težko je oboje združiti. Tistemu, ki je uspel oboje združiti, jaz pravim, da je na tem področju zmagal. Zdaj, bogatstvo izkazovati prek nekih materialnih dobrin, da morajo to vsi videti, da si pa zdaj res ti bogat, mislim, da je brez prave vrednosti. Mogoče je dosti več vredno, da napraviš neko fundacijo. Mi imamo fundacijo, kjer tudi en del tega denarja gre v fundacijo, kjer daš nekim mladim sposobnim ljudem neke štipendije, kjer ljudem omogočiš njihovim otrokom, da grejo na morje. Mi se s tem sorazmerno dosti ukvarjamo. Mogoče bomo naredili kakšen takšen socialno-družbeno koristen projekt, ki bo malo več socialne note sebi imel, ki bo šel bolj v smeri tistih, ki so bolj marginalni skupin, ki so v slovenski družbi. Nekaj delam na tem. Lahko mogoče kaj več povete o tem? Ne morem še več povedati, vendar to mi je zdaj tako preokupacija in bi rad nekaj na tistem našem delu Goričkega v tej smeri naredil, krajem nekaj novega prinesel, da bi ljudje tudi videli smisel, da se splača tam ostati, se splača tam živeti in da od tega, da lahko tudi čisto normalno živiš, da ti komunikacijski sistemi omogočajo stik s celim svetom, ne glede na to, kje si in kje bivaš. In to me veseli in mislim, da bi tu lahko še nekaj naredil. Da bi tudi en del denarja porabil tako socialno, podjetniško, vendar ne pridobitniško, s tem, da pa zdaj želimo ta namen neki dobiček velik ustvariti.